Alenka Benedikt v tokratni oddaji Klepet ob kavi o dojenju in intuitivnem materinstvu, pa tudi nekaj idej, na kakšen način danes pobožamo dušo mater. Lepo pozdravljeni v našem današnjem klepetu o dojenju. Morda bi pomislili, kaj se pa to mene tiče, če ste moški, ne ugasnite televizorja. Slišali bomo namreč, kaj to pomeni za mamico, očka in celotno družino in celo družbo pravzaprav. O tem pa danes z nami v studiu naša gostja, strokovnjakinja za dojenje, nošenje dojenčkov, zdravo nosečnost, porod in marsikaj na to temo, predvsem pa mamica Alenka Benedikt. Živjo, Alenka. Živjo, Branka. Hvala za povabilo. Alenka, toliko vprašanj imava, pa vendar samo 20 minut. Na hitro me zanima, kakšne so tvoje izkušnje v zvezi z dojenjem, kaj se ti zdi, kako smo v Sloveniji glede tega? Ti si strokovnjakinja ne samo v Sloveniji, ampak tudi v mednarodnem prostoru, predavaš, o tem govoriš, ozaveščaš. Kaj je tista prva ključna stvar, ki se ti zdaj porodi? Gledajo nas mamice, nosečnice, kar besedo ti prepuščam. Ja, hvala za to zanimivo izhodišče. Veliko ljudi, ko izve, da sem svetovalka za dojenje, reče, zakaj pa potrebujemo svetovalke za dojenje? Saj vendarle je dojenje povsem naravna zadeva. In tudi sama sem tako mislila, ker sem bila prvič noseča pred dobrimi 15 leti, češ, kaj potrebujemo svetovalke za dojenje, ko je dojenje, pač samo daš otroka k prsim in otrok bo že sesal mleko, a ne? Pa vendarle, tudi porod je naraven, kaj ne? In ljudje se pripravljamo predvsem na porod takrat v času nosečnosti, a ne, sploh ženske, nas skrbi, beremo, gremo na kakšen tečaj v šolo za starše, a ne. Ko pa kdo omeni dojenje, pa rečemo, s tem se bomo pa potem ukvarjali, če bo treba, ne. Saj tam so vendarle sestre, zdravniki, oni že vedo, kaj je dobro in vse bo v redu. Pa vendarle, a ne, nekako smo izgubili stik z naravo. Tudi rojevanje danes ni več naravno, porodi so v razvitem svetu zelo medikalizirani, veliko je teh posegov, ki potem za sabo potegnejo niz nekih posledic in bolj, ko je medikaliziran porod, več je lahko tudi težav pri dojenju. Torej, menda že ta položaj, ne, da ležiš. Že 44 let vemo, da je rojevanje na hrbtu škodljivo za mamo in otroka, pa vendarle se to žal še vedno dogaja. In potem kakšne mame imajo to srečo, da rodijo v okolju, ki je bolj naklonjeno fiziološkemu porodu, ali pa so tudi same zelo osveščene, pa potem dojenje tudi samo od sebe lepo steče. Velikokrat, oziroma večina mamic, ki se nama obrne po pomoč pri dojenju, pa reče, jaz sem si tako želela, pa sem mislila, da bo to, ker pač preprosto otroka bom dala k prsim, pa bo šlo in so potem zelo razočarane. Nekatere pa tudi ne prosijo za pomoč, ker jih je sram. Ker menijo, da vendarle se sem pa zdaj mama, bi pa to morala vedeti, bi pa to morala znati. Ampak potem te mame vedno vprašam, koliko otrok ste pa že videli tako od blizu, da se dojijo. In ponavadi je tisti naš prvi otročiček, ki ga imamo, je naša prva izkušnja z dojenjem, ker moramo vedeti, v 70 letih prejšnjega stoletja, takrat, ko sem pač se jaz rodila, je bilo dojenje praktično na robu izumrtja v tem razvitem svetu. Celo svetovali so, naj mama ne doji. V nekaterih državah je tako. Tako, a ne? In potem imamo to vrzel med generacijami. Smo bili otroci, ki smo bili zelo malo ali nič dojeni. Mame so šle takrat zelo zgodaj tudi na delo nazaj. Povsem drugačna miselnost je bila, drugačna so bila priporočila. Tudi nima smisla na kogarkoli s prstom kazati, ker ne gre za to, gre za stvari, ki so na sistemski ravni še danes nerešene. To je bil čas, ki nas lahko marsikaj poduči z novimi spoznanji, kako ne pristopati, je tako. Tako, ampak s tem je prišlo do prekinitve prenosa znanja iz roda v rod. In potem dojenje pa ni, je priučena spretnost, to je tako kot kolesarjenje. V kulturah, kjer vsi kolesarijo, pač ni nobenega problema. Danes si upam trditi, da dojenje pri nas še ni norma, ker recimo, če pogledamo, gremo v park in je tam en 18-mesečnik. Smo že pri javnem dojenju, oziroma dojenju javnosti. Recimo, bi sam želela
podpreti to svojo trditev, ne, s čisto praktičnim primerom. Smo v parku in je tam 18-mesečni dojenček, ki že se kubaca naokrog. In recimo, ali pa se vozi v vozičku in ima pri sebi stekleničko in pač pije po steklenički. Ali pa ima dudo. A bo kdo od mimoidočih reagiral na to? Mislim, da ne. Ne. Potem si pa predstavljate, da imamo enega 18-mesečnika, se kubaca tam naokrog, se nekam udari, zleze k mamici, v naročje dvigne majčko in se prisesane. Mislim, da reakcija mimoidočih ni neka brezbrižnost, ampak dostikrat kakšen človek reče, o moj bog, ne, se ta otrok že hodi, ta otrok ima zobe, pa kaj s to mamo narobe, ne? Že to, da v javnosti doji, kot drugo doji Malčka. malčka, V Sloveniji vemo, da je ta magična ja. meja 1 leto. Ne? Poglejte, mame se kakšne toliko namučijo, da vzpostavijo dojenje. Potem, ko se pa bliža konec porodniške, pa vsi pritiskajo na nje, češ, zakaj pa še dojiš, ne? Sej, kako bo pa potem, ko bo otrok šel v vrtec, tam pa tebe ne bo zraven, potem bo to oviralo uvajanje v vrtec in tako naprej bo odvisen bolj od tebe, ne bo samostojen postal, to so sami miti. Ne? Pa to dodajanje trde hrane oziroma česarkoli že po 4 mesecih. V Sloveniji se promovira prezgodnje uvajanje goste hrane med 4. in 6. mesecem, medtem ko obstajajo pač dokazi in na osnovi katerih je priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije, da izključno dojenje zadošča prvih 6 mesecev. Torej nič ne dodajamo. Prvih 6 mesecev, če dojimo... Materino mleko pokriva vse potrebe, dojenčkove potrebe po hranilih. Pravzaprav pa dojenje ni samo hranjenje ali pa dajanje materinega mleka. Dojenje je še toliko več. Materino mleko je samo nek stranski produkt dojenja. V starih časih, iz starih časov slišimo, da so hitro dodajali pa še malo meska, pa še malo kašice, pa še malo jabolka. Torej ni potrebno, to je zelo pomembno. Ne. Seveda, to je spet izhaja iz tiste mentalitete pomanjkanja. Za vsak slučaj, da ja, ne bo otroku kaj primanjkovalo. Pravzaprav so ljudje zelo skrbni in mame večinoma se velikokrat sprašujemo, a bi lahko še bolje, a bi lahko še več, kaj bi lahko še dala, naredila za svojega otroka. In včasih je nekaj ne narediti več, kot nekaj narediti na silo. Mama bi položila na srce, da ne prisluhnejo svojemu občutku. Mame so nosile tega otročička 9 mesecev. Mame so s tem otročičkom večino časa, po noči, po dnevi in one so največji strokovnjakinje za svojega otročička in ne naredijo tako, kot se jim zdi. Ne naredijo po svojem občutku, ne opazujejo svojega otroka. Sej otrok s celim telesom komunicira že od rojstva, sej otrok pokaže, da bi. In ko bo pripravljen, bo shodil, ko bo pripravljen, bo užival gosto hrano in ko bo pripravljen nekega dne, bo prerastel potrebo po dojenju in se ne bo več dojil. Se pravi, zaupati si bolj mogoče, Zaupati si in vendarle, tako kot pri vseh pomembnih stvarih, tudi pri dojenju je pomembna podpora. Dajmo iskati podporo tam, kjer je, ne tam, kjer je ni. Se pravi, povežimo se z materami, ki podobno razmišljajo, vključimo se v skupine za pomoč in podporo doječim materam. Tam se stkejo čudovita prijateljstva za celo življenje, ker ko postanemo mame, se tudi naše vrednote lahko zelo, zelo spremenijo. Mislim, da biti mama, saj mene osebno je to je mene najbolj transformiralo, bolj kot kjerkoli druga izkušnja v življenju. In to, kar so mene naučili moji 3 otroci, se mi zdi, da to je tak blagoslov in sem zelo hvaležna za to. A si dojila vse 3? Ne? Ja, vse 3. Pa še to bi rada dodala, če smem, ne. Nisem neka teta, ki pametuje, kako je treba. Ti otroci so mi kar z neba padali in to dojenje mi je padlo z neba. Kje pa? Pravzaprav sem pri prvi hčerki doživela peklensko grozen porod in potem še zelo veliko težav pri dojenju, ki bi se jim dalo izogniti, samo takrat tega nisem vedela. In potem je, ko je bila stara 3 mesece, moja ta najstarejša hči uspela vzpostaviti izključno dojenje. Ampak sem sama šla skozi zelo težke izkušnje. Mislim, da mi še nikoli v življenju ni bilo prej tako težko, ali pa tudi kasneje ne. Ampak, ko sem zmagala, potem kot prevajalka sem lahko zelo veliko tuje literature prebrala v kratkem času in ko sem hodila na srečanja skupine za pomoč materam,
in sem vsak mesec potem poročala, kaj sem prebrala. Se mi zdi, da sem lahko tudi druge mame, z njimi sem delila svoje navdušenje in izkušnje in te stvari in to me potem dal krila. In velikokrat je prav v tem ključ najboljših svetovalcev. Če so se sami soočili s težavo na enem področju, nekako uspeli iz tega priti v to, kar si vsi želimo, so potem izvrstni. Alenka, pa si poglejva, ker smo tudi nekaj naših gosti vprašali, zakaj je pomembno dojenje, zakaj je pomembno materino mleko, pa poglejva, kaj so povedali. To prvo materino mleko prinese otroku odpornost. To je najboljši način, da se postavi samostojen imunski sistem v dojenčku. In ta stik z materjo preko dojenja je zelo pomemben, tudi psihološko. Materino mleko je tekočina, ki je še nismo uspeli umetno poustvariti in je narejena za vsakega otroka posebej, prav njemu prilagojeno. Redko kdo ve, da imamo mame možnost oziroma sposobnost spreminjati mleko glede na sestavo po otrokovih potrebah, kar pomeni, da če otrok pride v stik z nekim patogenom, se dejansko naredijo v mleku imunološke lastnosti, ki mu pomagajo recimo se boriti z infekcijo. Izjemno je pomembno zaradi tega, ker tudi ko pridemo na ta svet, to je naša prvinska hrana, tudi sestava samega materinega mleka je taka, da je idealno narejena ravno za otroka. In otrok, ki ne uživa materinega mleka, potem niti ne dobi ta pravih bakterij, tudi ne podpre se telo otroka na pravi način, tudi ni ta prave zaščite. Imunski sistem se ne more normalno razvijati in se zaradi tega lahko razvijajo kakšne avtoimune bolezni. Vsekakor je zaželeno, da tudi mamica, ker vemo, da ne živimo v tako idealnem okolju in se ne prehranjujemo tako idealno, uživa mogoče kakšne probiotike, ki bojo še dodatno pomagali, da pol tudi otrok ima zaščito, ki jo mora dobiti tudi po rojstvu. Slišali smo zelo pomenljive, zanimive misli, zdaj nama to prihranjeno, ampak Alenka, katere pa so težave? Kot si lepo povedala, mamica včasih misli, da je to čisto naravno, zakaj bi sploh kogarkoli klicala na pomoč, da se pomagati, oziroma kaj so tiste težave, o katerih najbolj pogosto slišiš kot svetovalka? Da se pomagati in prej, ko mamica poišče pomoč, več se da narediti. Bolj zgodaj ukrepamo, večje so možnosti, čeprav nikoli pa ne moramo reči, da je prepozno. Najpogostejše težave so, da dojenje boli. Nekatere mamice imajo poškodovane bradavice že v porodnišnici ali pa celo takoj po porodu. To je znak, da je nekaj hudo narobe in je treba pogledati, kaj je vzrok težav. Dostikrat vidimo, da mamam dajo nastavke za dojenje, ker mislijo, da bo to pomagalo, ampak to ne odpravi vzroka. Treba je ugotoviti, zakaj dojenje boli. Tudi je zelo zmotno, da je treba zobe stisniti in čakati, da se bradavice utrdijo. Bradavice take, kot so čisto super. Kaj pa to utrjevanje bradavic pred porodom? Ne, absolutno nič ni treba narediti. A veste, tudi higiena je čist... Tudi za higieno prsi ni treba nič narediti, razen pač vsakdanja higiena povsem zadošča. Nikakor ne svetujemo uporabe kakršnih koli mil, ker okrog na kolobarju so take majhne pikice, Montgomeryjeve žleze, ki poskrbijo za idealno higieno tega predela, ki se otročiček dotika z usti. Na hitro samo, Alenka, torej, ko enkrat dobimo nastavek, je smiselno se potruditi, da bi ga morda opustile čez čas? Ali sploh nima smisla z nastavkom? Nič na silo. Nič na silo. Pač nastavek potem povzroči to, da je stimulus v otrokovih ustih močnejši in kakšni otroci potem ne znajo več dobro sesati. Pa steklenička, če preveč teče. Če je treba otroka dohranjevati, obstajajo druge metode, ki ne motijo dojenja. Duda, recimo, daje otroku lažen občutek sitosti, cucelj, umetne pač te bradavice, se pravi cucli, to vse moti dojenje. In tudi, če je treba otroka dohranjevati, obstajajo drugi načini, zelo preprosti, zelo učinkoviti. Sploh, če se otrok pristavlja, ga lahko dohranjujemo direktno na prsih, prihranimo čas in trud in otrok trenira dojenje z dojenjem. Alenka, zdaj pa še ena zelo, zelo pomembna stvar. Torej, če imamo težave, zdaj vemo, lahko prosimo za pomoč, marsikaj se da narediti, ne počutimo se slabo, ne imejmo občutkov krivde. Kaj pa tiste mamice, ki preprosto iz določenih razlogov, bodisi da je bil dojenček v inkubatorju, teh razlogov zdaj morda ni več časa naštevati, ampak kakorkoli že nisi dojila in
te peče vest, morda celo življenje? Imaš kakšen nasvet tudi za tako stisko? Seveda, to predvsem najbolj boli ženske, ki so si želele dojiti, ki se zavedajo, kaj dojenje pomeni za otroka, pa tudi nenazadnje za njihovo zdravje. A ne? Maternica se krči, ne, pri dojenju. Število nenalezljivih kroničnih bolezni, tako pri mamah kot pri otrocih, narašča. Tle se ne moremo slepiti, da ne. Pa vendar, tukaj pri dojenju ni v igri samo mama ali pa samo otrok, sta mama in otrok in okolica, ki jo podpira ali pa tudi ne. In včasih informacije ne pridejo ta prave, pravočasno. Je cel splet okoliščin, zato predvsem prva stvar je ne soditi drugih, ne obsojati sebe. Lahko so mame upravičeno jezne na tiste, ki bi jim po službeni dolžnosti morali nuditi podporo. To ja, ampak te občutki krivde so lahko zelo, zelo grozni. Pa vendarle ni samo dojenje tisto, kar naredijo mamo. Predvsem naši mladički rabijo ta dotik, odzivnost na potrebe, to, da se mama odzove, da se otroček oglaša, da mama pride, da ga dvigne, da ga objame, da ga stisne k sebi, da spi z njim, da počiva z njim, da ga veliko nosi. Se pravi, čim več dotika, čim več objemanja, čim več, ne vem, te bližine, občutka varnosti, če to damo otroku, pa to je nekaj najlepšega. Alenka, zdaj pa imava še zadnjo minutko. Torej, odločno svetuješ, da mamica z otročkom lahko spi. Kakšna pa je tu vloga očeta? Čisto psihološko se včasih počuti morda odrinjenega, ampak ni skrbi za to. Kaj je v tem obdobju po porodu? Kaj sam lahko naredi? Oče ima edinstveno vlogo tako pri porodu, pa tudi potem v tem obdobju. Toliko stvari je, ki jih očka lahko naredi. Očeti so idealni za nošenje otročičkov, da jih uspavajo, da jih previjajo, da podrejo kupček, ker imajo pač večje roke, širše rame, nižji glas in tako naprej. S tem, ko očka podpre mamo, ima mama en krasen adut v rokavu za to, da zmaga pri vseh ciljih, ki si jih je zadala. In to, da ima oče to mamo svojega otroka rad, pa da ji zaupa, da ona lahko svojo intuicijo še naprej razvija, največ lahko naredi s tem, da ji zaupa, da ji pomaga, da ji stoji ob strani, da jo ima preprosto rad, tako kot je. In spet sva pri ljubezni, ki premaga vse ovire, naredimo vse, kar lahko, da dojimo, naredimo vse za svojega dojenčka, ampak na koncu koncev je tista prava ljubezen. Zato smo tudi v naši generaciji čisto okej, čeprav smo malo manj dojeni, je tako? Tako je. Mogoče je včasih lahko naša rana ali pa tisti naš manko tudi naša prednost, da lahko stvari spremenimo na bolje. In kako lahko še za konec ta dojenček pomaga v odnosu med partnerjema, da se res takrat lahko še globje povežeta, je tako, ne da je ravno obratno? Tako, to je ena krasna prelomnica, o tem se ne govori, ampak otroček nas vabi v sedanji trenutek, nas povabi, da smo iskreni, najprej do sebe, potem pa tudi do partnerja, in če znamo to še potem skomunicirati na en spoštljiv način, nas to lahko samo še bolj poveže. Alenka, hvala lepa ti. Torej, hvala za povabilo. Najne sklepne misli so le lahko, če rabimo pomoč, lahko prosimo zanjo. Stvari, ki se nam morda zdijo, da bi nam morale biti popolnoma naravne, samoumevne, so pravzaprav veščina. Res ti hvala za tvojo modrost, da si se odzvala našemu povabilu, ker mislim, da smo zdaj kar pomagali morda marsikomu, mlade mamice, babice, stari očetje in očki, kot vidite, vedno na prvem mestu ljubezen. Naredimo pa vse, kar lahko le, da bo naše družinsko življenje z dojenčkom še lepše in srečnejše, in podprimo dojenje tudi v javnosti. Hvala. Ko k nekomu prideš, prineseš darilo. Ja. In jaz sem danes prvič tu pri tebi v novih prostorih. Okay. In to je pelin. Šamanska rastlina. Pelin.